Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovane novinarke, novinarji, ostali predstavniki medijev in vsi, ki nas spremljate. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci po 38. redni seji vlade. Vlada je na današnji seji sprejela strategijo razvoja trga kapitala v Sloveniji za obdobje 2023 do 2030. Razvit trg kapitala namreč lahko koristi tako gospodarstvu, predvsem pa malim in srednje velikim podjetjem, kot tudi prebivalstvu. Več o tem bo spregovoril finančni minister Klemen Boštjančič, ki bo komentiral tudi ugotovitve Umarjeve pomladanske napovedi gospodarskih gibanj za letošnje leto, s katero se je prav tako danes seznanila vlada. Napoved za letos predvideva umiritev gospodarske rasti, ki bo višja od jesenskih pričakovanj in, kar je tudi zelo spodbudno, predvideva postopno zniževanje inflacije. Izvolite, minister, beseda je vaša. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Izjemno vesel sem, da lahko danes povem, da je vlada sprejela strategijo razvoja trga kapitala, ki je od začetka mojega mandata med ključnimi prioritetami Ministrstva za finance in izvedba katere nas bo končno uvrstila med države, kjer organizirane trge vlagatelji prepoznajo kot eno od naložbenih priložnosti. Izvedba strategije, ki temelji na 3 stebrih, bo pripomogla k večji prepoznavnosti slovenskega trga kapitala, kar lahko koristi tako gospodarstvu, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se trenutno soočajo s težavami dostopa do financiranja, kot tudi prebivalstvu. Naš cilj je omogočiti, da bo tudi slovenski kapitalski trg prispeval k trajnostni gospodarski rasti v Sloveniji, zelenemu prehodu in digitalizaciji. Ukrepi iz strategije lahko spodbudijo razvoj obstoječih in zagon novih tehnoloških ter inovativnih malih in srednjih podjetij z visokim potencialom za hitro in vzdržno rast, na katerih bi lahko v prihodnosti temeljilo slovensko gospodarstvo. Skozi večji poudarek na finančnem izobraževanju pa lahko možnost vlaganja na kapitalskem trgu približamo tudi prebivalstvu. Ob spodbujanju izdaj manj tveganih finančnih instrumentov tudi za ta segment vlagateljev lahko za prebivalstvo omogočimo privlačno naložbeno okolje za stroškovno učinkovito plemenitenje prihrankov. Strategijo smo oblikovali v okviru 3 glavnih stebrov in povezanih podpornih ukrepov. Digitalizacija in večanje vključenosti malih in srednjih podjetij na trg kapitala, oblikovanje dodatne ponudbe na trgu kapitala v obliki obveznic ter spodbujanje finančnega izobraževanja. Nikakor naš cilj ni bil samo napisati strategije, ampak v ozadju že nastajajo izvedbeni načrti in podrobni ukrepi, ki bodo zagotovili, da zapisano ne ostane na papirju, ampak se v naslednjih letih uresničuje tudi v praksi. Nenazadnje pa smo z danes sprejeto strategijo kapitalskih trgov naredili tudi pomemben korak k izpolnjevanju zavez, ki smo jih v okviru načrta za okrevanje in odpornost dali Evropski komisiji. Za konec naj povem še, da se je vlada danes seznanila s pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj. Lahko rečem, da je seveda pozitivno, da je ta napoved spodbudnejša od jesenske, ko gre za samo gospodarsko rast, torej zdaj govorimo o 1,8% namesto 1,4% rasti. Tudi za evropsko gospodarstvo se najhujši scenariji, kot kaže, ne bodo uresničili. Gospodarski obeti so sodeč po zadnji napovedi Evropske komisije boljši kot lani jeseni. Evropska unija naj bi letos beležila nekoliko višjo rast od prej napovedane. Naša zelo pomembna trgovinska partnerica Nemčija pa naj bi se izognila po napovedih komisije recesiji. Kljub vsemu ne smemo pozabiti, da tveganja in negotovosti obstajajo, zato smo previdno optimistični. Vsekakor spodbudno je tudi, da naj bi se inflacija v Sloveniji postopoma umirila, a bo v prvih letošnjih mesecih še visoka, kot napoveduje Umar. Višje cene storitev in cene hrane bodo letos še pomembno vplivali na visoko inflacijo, je pa vsekakor dobra novica tudi, da ne bi vpliv cene energentov manjši kot preteklo leto. Najlepša hvala, minister. Besedi se je na Zoomu že priglasil Jurij Šimac, potem bomo dali možnost še tukaj prisotnim, tako da Jurij, izvolite.
Šimac je moje ime. Eno vprašanje bi imel. Zdaj, omenjali ste sami tudi spodbujanje izdaj manj tveganih instrumentov. Ne? Tukaj verjetno ciljate na kakšne državne obveznice ali pa kaj podobnega. Ne? Zdaj, v zadnjih dneh vsi spremljamo dogajanje na Hrvaškem, kjer prebivalstvo prodaja državne obveznice in je kar velik interes za vse to. Zanimalo bi me, zakaj se to pri nas ne da in zakaj v tej strategiji zapisano, da je preučitev možnosti izdaje državnih obveznic malim vlagateljem predvidena šele za drugo polletje prihodnjega leta. Ne drži, da se ne da. Mi imamo praktično pripravljeno vse za izdajo tudi tovrstnih obveznic. Ta izdaja obveznic na Hrvaškem je bila, mislim, da za 2 leti. Mi zasledujemo cilj izdaje malo bolj dolgoročnih obveznic, ampak lahko napovem, da to je vsekakor eden ukrepov, ki jih bomo v prihodnosti izvedli, morda še v letošnjem letu. Zdaj, razlog, zakaj tega nismo že naredili, je izključno v tem, da so ta trenutek razmere na kapitalskih trgih za Slovenijo še dovolj ugodne, da je tudi ta način klasičen, če hočete, zadolževanja v nastajajočih razmerah. Seveda so se poslabšale zaradi pretežno dviga temeljne obrestne mere, ampak še vedno je Slovenija v relativno dobro poziciji. Torej, ta način zadolževanja pri prebivalstvu ima seveda lahko vrsto, ni samo alternativa obstoječemu načinu, ampak ima tudi vrsto drugih pozitivnih učinkov, tako da to lahko napovem, da bomo to tudi mi naredili. Očitno ima Jurij Šimac pod vprašanje, tako da dobi ponovno besedo. Ja, hvala lepa. Če sem vas jaz prav razumel, načrtujete izdajo obveznic še v letošnjem letu, se pravi takšno izdajo, kjer bi lahko sodelovali mali vlagatelji oziroma državljani, skratka po vzoru Hrvaške. Ja sem to prav razumel? Mi imamo vse pripravljeno tako, da bi lahko v letošnjem letu to izdajo izvedli. Odločitev, ali bo to dejansko v letošnjem letu ali v prihodnjem, pa še nismo sprejeli. Selimo se zdaj tukaj fizično v studio, kjer je z nami Elena Pečarič. Izvolite, če imate vprašanje. Ja, dober dan. Za misli.si. Jaz sem izkoristila to priložnost, da vas vidim v živo in vam postavim vprašanje. Mi smo izvajalec osebne asistence in kot odgovorni delodajalci smo dolžni našim delavcem izplačevati plačo, ki je ne samo dostojna, ampak tudi zakonita. Ravno kar smo vedeli, da je Ministrstvo za finance ustavilo dolno postavko na 15 evrov. To je za nas nesprejemljivo. Jaz sem že 3 leta nazaj Ministrstvo za finance opozarjala na višanje stroškov na neracionalno porabo le-teh in nihče mi ni poslušal. Govorim, da vem, da je to resorno ministrstvo za delo, ampak to pač vi ste nad njimi, a ne, ker dajete denar. Ta denar gre iz proračuna Republike Slovenije in dejansko se troši in porablja v obsegu, ki je pač ogromen. Ampak sedaj s to postavko ste kaznovali vse tiste, ki smo odgovorni in dobri delodajalci in to pač s tem se ne moremo strinjati. Jaz imam konkretne predloge, kako bi lahko v proračunu našli izdatne vire, namenske vire. To je to. Vaš odgovor pa. Minister, komentar? Hvala lepa za vprašanje. Zdaj, težko sprejemam kritiko, da takrat, ko povečaš urno postavko, v tem primeru mislim, da je šlo za 5,2%, da je to nekaj negativnega. Ne? Pravkar je prišlo do povečanja urne postavke. Verjamem, da to povečanje ni tako visoko, kot
izvajalci ali pa kot si izvajalci želijo. Po drugi strani sem pa relativno, mislim, da dobro seznanjen tudi z pogledi gospe Pečarič, v resnici jih zelo cenim. Dejstvo je, da tako kot ste rekla, je pristojno ministrstvo za delo, tako da tam minister seveda ravno te tedne želi to področje urediti. Vesel sem, da se strinja tudi minister z ministrstvom za finance, da je področje, mila beseda je, če bi rekel samo, da je neurejeno, ampak so stroški za osebno asistenco zbezljali v neslutene višine in v veliki meri se tle v tem kontekstu strinjam z gospod Pečarič, da je razlog v tem, ker so do tega danes upravičeni tudi določeni ljudje, ki v osnovi niso bili upravičeni. Tako da se veselim celovite prenove tega sistema, tako da, tako kot sem rekel, s kritikami gospe Pečarič, to, kot sem seznanjen, moram reči, da so pravzaprav podobne kritikam, ki jih tudi ministrstvo finance deli. In v tem kontekstu smo tudi jasno komunicirali z ministrstvom za delo, tako da tudi kar se tiče urne postavke, se mi zavedamo, da je seveda razlika med tem, ali gre za nekoga, ki je to neka organizacija, ki vrši neko organizirano delo in ima seveda tudi neke administrativne stroške, ali pa je to samo posameznik. Tako da to je stvar, ki jo želimo celovito nasloviti v okviru te reforme. Ministrstvo za delo kot pristojno ministrstvo obljublja, da bo pripravilo to v roku 2 do 3 mesecev in v tem okviru se bomo pogovarjali tudi pa potem naprej o urni postavki. Hvala, gremo še na to temo. Izvolite. Žal, v 3 mesecih bomo mi že lahko zaprli dejavnost. S tem, da smo 3 leta opozarjali na vse te anomalije in jaz se ne morem strinjati, da bo to pač nekje v prihodnosti razrešeno. Ker pač imamo konkretne predloge, konkretne rešitve in če bi ministrstvo za finance tukaj naredilo res en korak naprej, da se stvari uredijo transparentno, to kot vedno govorite, ker sedaj niso take, bi bila rešitev lahko že v enem tednu narejena. Jaz bom seveda prvi, ki bom podprl to vrstne rešitve v enem tednu. Ampak kljub temu, zavedajoč se nekih političnih realnosti, sem tudi zadovoljen za napovedjo ministra za delo, ki pravi, da bodo te stvari urejene tudi v smeri, v kateri vi govorite, do letošnjega poletja. Tako da to je v tem obdobju, mislim, da 2-3 mesece je kratko obdobje, sicer pa, kot sem tudi seznanjen oziroma kot sem govoril z ministrom Mescem, vas bo tudi on povabil na razgovor in boste nekje 1 na 1 lahko te vaše pomisleke razčistili in, kot sem rekel, v veliki meri tisto, kar je nam znano v teh pripombah vaših, vas mi podpiramo. Hvala lepa, minister. Lucija Kavčič z Demokracije se je priglasila k besedi prek spleta in jo dobi zdaj. Pozdravljeni. Jaz imam eno splošno vprašanje za gospoda ministra in sicer, ali je Evropska komisija Sloveniji že odobrila kakšen zahtevek za izplačilo sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost, oziroma če se to ni zgodilo, zakaj je tako? Zdaj na to vprašanje smo precej veliko pojasnjevali že v zadnjih tednih. Glede tega je predvidena, mislim, da v naslednjih tednih seja odbora za finance, seja komisije za nadzor javnih financ. Tako da na kratko, Slovenija je poslala zahtevek za izplačilo prvega obroka. Zahtevek je po mojih informacijah popoln in samo čakamo na administrativne postopke, ki jih more Bruselj izvesti, da se to izplačilo izvede. Zdaj, kot sem rekel, seveda je že bilo in bo pa v prihodnjih tednih še veliko komuniciranja, zakaj seveda zaostajamo in bomo tudi v prihodnjih mesecih še za tem zaostajali. Gre za vrsto razlogov, v osnovi pa tičijo v absolutno nerealno postavljenih predpostavkah takrat, ko se je ta načrt delal.
Še Pop TV ima dvignjeno roko, ne vemo pa, kdo je, torej da se predstavim. Žana Vrtačnik, Pop TV, se opravičujem. Gospod minister, me pa zanima vaš odziv. Danes bo Državni svet na izredni seji obravnaval predlog odložilnega veta na novelo zakona o davčnem potrjevanju računov. Kakšen je vaš komentar na protiargumente? Pred kratkim sem jaz na tiskovni konferenci pojasnjeval razloge za uvedbo nazaj izdajanje teh računov. Osebno bi seveda veliko rajš videl, da to ne bi bilo potrebno, ampak številke o predvsem zmanjšanju števila izdanih računov dveh primerljivih let so v resnici presenetile vse na Ministrstvu za finance, tudi največje pesimiste. Namreč v določenih dejavnostih gre za upad izdaje števila računov tudi do 30 oziroma čez 30% in to seveda samo v določenih panogah, večkrat smo že pojasnili v katerih. Tako da nažalost se je izkazalo, da ta ukrep, ki je sicer imel v osnovi nekaj manjše birokracije in manjše administracije, ni prinesel želenega rezultata, tako da zaradi tega seveda uvajamo to nazaj. Pri tem bi samo še to jasno povedal, da tudi v preteklosti, ko je očitno ukrep obvezne izdaje in sprejemanja računov veljal, je bil ta ukrep oziroma zakon je deloval preventivno, inšpektorji so kupce opozarjali, po mojih informacijah ni bila nikoli sploh izvedena nobena globa in to je neka smer, ki jo mislimo tudi mi zasledovati po sprejemu tega zakona. Lucija Kavčič, mislim, da imate vi še eno vprašanje. Ja, jaz imam še eno podvprašanje in sicer ali so mogoče ogrožena ta sredstva iz Sklada za okrevanje in odpornost glede na zaostanke, ki jih imamo? Ta trenutek še ne. Rok za izvedbo vseh teh mejnikov in ciljev je leto 2026, tako da seveda to je še vedno 3 leta, vendar seveda po drugi strani pa, ker gre za zelo smele načrte, tudi določene investicije, ki vzamejo svoj čas, seveda delamo vse na to, da bomo te roke, predvsem pri tovrstnih projektih, ujeli.